Lepo pozdravljeni. Le nekaj dni pred začetkom koledarske pomladi bo svoja vrata odprla Akademija spremembe vredna, ki jo je v okviru inštituta Skaza ustanovila Tanja Skaza. Ker je za akademijo veliko zanimanja in dodatnih vprašanj, sva se s Tanjo odločili, da posnameva video in poskušava odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Tanja, najprej čestitke. Kmalu torej začenjaš z akademijo. To so bile tvoje sanje že kar nekaj časa, ne? Ja, najprej iskrena hvala. Tako je, to so že bile sanje od mojega 15 leta, ker sem začutila pri sebi spremembo in potem sem rekla, da bi bilo to dobro deliti z drugimi podjetnicami, voditeljicami, kadrovicami in tako naprej. In v bistvu v zadnjih 2 letih si delala že več kot 100 ženskami in čutiš, ne? Čutim to poslanstvo. V tem času, to pomeni v lanskem letu, nekje v lanskem letu, sem cirka imela 100 podjetnic, voditeljic, ki so že naredile spremembo, predvsem pa so prišle že s tem namenom, da tako so vse zahtevne same do sebe in vedno druge rade postavijo na prvo mesto, potem mogoče tudi več poslušamo uma, pa manj srca. In zdaj v tem letu se že vidi korenita sprememba pri njih. In glede na to, da so rezultati vidni tako na osebnem kot na poslovnem področju, je bilo smiselno, čisto smiselno, da se še ustanovi Akademija spremembe vredna. In na akademiji boš delila konkretna orodja in strategijo, ne? Tako, najprej se bomo dotaknili osebnostnega področja, ker najprej je pomembno zagotoviti varno okolje, ker ko se mi počutimo varni, potem tudi lahko zaupamo in gradimo skupnost v tej naši akademiji. Tako da meni je predvsem pomembno, da se bodo počutile varne, da si bodo zaupale in da bodo delile svoje izkušnje in s tem si pomagale, s tem se bodo opolnomočile, povezale, sodelovale. Tako da jaz na začetku vidim, da bo ta akademija en tak, kaj naj rečem, eno tako srce, ambasador, ki bodo svoje znanje delile potem še naprej na ostale ženske. In akademija bo sestavljena iz 9 modulov, ki jih lahko vidimo izpisane na ekranu, in to so pravzaprav tvoji koraki, po katerih si šla, da si najdla v bistvu pot k sebi, ne? Tako je. Predvsem sem želela samo tisto, kar je mene premikalo po tej poti, zato je tudi slogan, pot k sebi je pot do uspeha ali do sreče, karkoli pač izberemo. Tako, vsak modul je narejen na način, da se lahko oseba res pozna sama seboj, predvsem kar je pomembno, da že zelo v kratkem koraku tudi v resnici spozna svoje poslanstvo, in ugotovi, da je prav popolna v tej svoji nepopolnosti. In v teh 9 modulih dejansko one osebnostno zrastejo in tudi poslovno, tako kot si mogoče dodala že. Dodatne informacije o modulih lahko preberete na spletni strani Tanje Skaza v zavihku Akademija spremembe vredna. Predlagam, da se danes dotakneva par modulov. O prvem modulu, kdo sem in kaj si želim, sva že posneli oddajo. Tako je. Ja, tako da predlagam, da se danes dotakneva drugega modula, in sicer sem svobodna, organizirana in srčno živim svoje primarne vloge. Ko kdaj poslušam tvoj dan, kaj vse počneš tekom dneva, se mi zdi, da tvoj dan nima 24 ur, ampak jih ima najmanj 36 ur. Kako ti vse to uspeva? No, saj to je pa tisto, kar jaz mislim, da hvala moji učiteljici, moji svetovalki, ki mi je pomagala. Če nimamo vlog razporejenih, katerokoli vlogo izberemo, lahko počutimo, lahko dobimo občutek krivde, če se dobro ne posvečamo, ali službi, ali v domu, karkoli, pri otrocih, na osebnem področju. Zato je pomembno, da se zavedamo, da dan ima 24 ur in da v tem dnevu je tudi prav, da spimo, da jemo, da se rekreiramo in tiste druge ure, kar ostanejo, da jih znamo razporediti. Naprimer, jaz kot Tanja, jaz kot žena, jaz kot mami, jaz kot poslovna ženska, jih razporedimo zaradi tega, da ta naš to tudi absorbira, to pomeni procesira, in potem so te vloge razporejene, da si nikoli ne očitamo, da smo pri kateri vlogi posvetili več časa ali ne. Tako da naša naloga bo, da se bomo tem vlogam posvetile, vsaka posamezno, tako kot čuti, in da bo to sprejela za svojo in se s tem sprijaznila. In da v bistvu pogledamo, kaj so naše prioritete, ne? Tako, to pomeni, kdo pa pravi, da so ene mamice samo mamice, ene si želijo biti predvsem karieristke in je prav, da takrat čas tudi to vlogo več namenjajo karieri. Mogoče nekatera reče, meni pa veliko pomeni družina
in bo tam namenila čas. Tudi prijateljstvo je potrebno nameniti čas, tudi naprimer svoji mami, bratu, sestri, karkoli. Vloga, če imamo razporejene vloge, znamo tudi potem naš dan razporediti tako, da so vse naše vloge zadovoljive in prav tako tudi srečni in mirnimi naznotraj. In se bomo tudi naučili, kako napisati urnik, ali kako bo to izgledalo. Recimo Eva, ne vem, toliko časa mama, Eva točno, toliko... 24 ur bomo razporedili, Eva, kako bo teh 24 ur. Zdaj, če mi boš rekla, da spiš 5 ur, ti bom dala sem 5 ur, si bo sama dala. Ampak točno to bomo določili, koliko časa namenimo za kakšno vlogo. Marsikdaj se nam tako zdi, ko smo uspešne v službi, da nekdo reče, ja, ampak jaz pa veliko časa posvečam svojim otrokom. In potem mi lahko dobimo na nek način občutek krivde. Jaz pa nisem toliko časa z otroci, vendar kdo pravi, da mogoče otrok potrebuje nas 8 ur na dan ali pa tudi 5. Lahko, da smo kvalitetno z njim 1 uro ali 20 minut, odvisno od starostne dobe, in bo to odlično tako zanj kot zate. Mislim, najbolj pomembno je, da ustvarimo nek ritual, kar s tem tudi dajemo vedenjski vzorec našim otrokom. In otroci se to navadijo, tudi potem oni nadaljujejo ta ritual naprej. In ko sem si sestavila ta svoj urnik teh svojih vlog, se jih držim, po drugi strani sem pa srečna. Nikoli nimam tega občutka, da je karkoli narobe, da sem komu kaj več časa posvetila. Vedno nekako se počutim mirna in s tem tudi, izpopolnjena. Se pa lahko ta urnik, v bistvu te vloge spreminjajo iz leta v leto, ne? Predvsem se spreminjajo iz leta v leto. To pomeni, ko sem bila v Skazi, je bilo več časa namenjeno Skazi podjetju, zdaj, ker delam drugačne stvari, imam več časa mogoče za prijatelje, za družine in tako naprej, družino. In seveda se spreminja, tako kot se spreminjajo naše vrednote. Mi imamo neke primarne vrednote, vendar z leti se ta naše vloge tudi spreminjajo in tudi vrednote. In takrat je tudi potrebno potem prilagoditi urniku. Tako da, to je mogoče edina zadeva, ki jo bomo na akademiji delali tako malo bolj umsko, zaradi tega, ker naše srce, ko bo vloge razporedilo, bomo srčno šle stopale notri. Ko bomo pa delali vloge, je pa malo umsko, zaradi tega, ker bomo določili nek proces, nek ritual, ki ga bi naj mi izvajale, zato da se dobro počutimo. No, ampak oboje rabimo srce in Točno to. Zdaj, mogoče bi se samo še malo dotaknila krivde. Ja. Od kje izvira ta krivda? Od kje to izvira? To smo naučene, dobimo v doma, ne? In tudi recimo, ko ženska želi iti delati kariero, ne? In če nima doma te podpore, se potem še bolj potencira. Ja. No, ampak tudi to, da bomo pa sploh vedeli, zakaj je to pomembno, bomo pa mi bomo delali postavitev vloge. In tam bomo začutili, kako je močna ta krivda noter v nas. Ker včasih mi tega ne čutimo. Mi samo rečem, premalo sem z otrokom, ali pa naprimer, da rečem, predolgo sem v službi, ali pa obratno, premalo sem v službi. In to mi avtomatsko naredimo, ker se ne zavedamo, da so to prihajajo vzorci, ki smo jih podedovali od naše mame, od naše stare mame, ali pa dejansko vrednote družbe, ki nam nekako to usmerijo. Kaj bi bilo dobro, da počnemo kot ženske, kot mame, kot žene, prijateljice in tako naprej. No in prav na 3. modulu, ki bo postavitev družine, to bo 2-dnevna delavnica, se bomo v bistvu ukvarjali z našimi vzorci, travmami, ranami, ki smo jih dobile tudi od prednikov. Ne? Ti si bila že večkrat na postavitvi družine. Kaj si ugotovila? Najprej, kaj sem ugotovila, da ta šola, ta akademija bo najbolj zanimiva zato, ker mogoče določenih stvari sploh ne poznamo in bomo tako videli, zato se nam to dogaja, zato imam premalo vrednosti, zato včasih se počutim nesprejeta. In bo zanimivo, ker bo tudi potrebno delati določene stvari. Ampak postavitev družine je pa nekaj, kar mi je dalo takojšnji uvid v stvari, katere vzorce imam, pa sploh ne vem. To pomeni, kako to izgleda. Ko sem šla na prvo postavitev, dejansko takrat bomo začutili, koliko več sporočamo z energijo, kot pa z besedami. Včasih mislimo, da besede povedo dosti, v resnici energija pove več. In na postavitvi družine se srečamo z ljudmi, ki jih prvič vidimo. Ampak če želimo rešiti eno naš izziv, naprimer, jaz sem prav želela videti, kaj se mi dogaja v družini, potem povabiš
v ta svoj prostor, da se ti pridružijo določeni ljudje. Ampak jih ne vabiš, prav začutiš osebo. Ne? Rečeš, ali bi ti bila moja ta mama, oseba. recimo. Ja, ne govorimo o mami, ne povemo ji tega direktno, ampak ji samo povemo, ali bi bila ti oseba A ali oseba B. Lahko tudi številko imenujemo. In potem vidimo v tem, kar naša strokovnjakinja vodi za to delavnico, ki jo imam, za ta modul, imamo strokovnjakinjo, ki že 20 let dela na tem področju in ona vidi, kaj se ustvarja z energijami, kje se pojavljajo, naprimer, kaj se dogaja v družini, ali smo, naprimer, kaj se je meni zgodilo, da se je videlo, da sem zavzela moško vlogo. Da sem že res vzela moško vlogo, to pomeni ta borka v meni, ne bom jaz, ta moj vzorec nesprejetosti se je takoj že v družini pokazal. In potem se je takoj videlo, kako z otroci komuniciram. In to se vse vidi na postavitvi. Vse se vidi na postavitvi in kaj je dobro, da en dan to vidimo, drugi dan pa poskušamo to implementirati in delati spremembo pri sebi. Kaj lahko naredimo, da ta vzorec, ga ne vem, ozavestimo ali odstranimo. V vsakem primeru ne gre tako od danes na jutri, ampak če ga že mi ozavestimo, že lahko veliko kaj naredimo. In to v bistvu, ta spoznanja lahko dobiš že na eni taki delavnici, ki bo mogoče pri terapeutu leta, ne? Bravo, to je pa nekaj najboljšega, ker s tem, ker se pa odpre energije, pa lahko že v tistem dnevu narediš toliko, kar mogoče, tako kot si sama rekla, pri psihoterapeutu bi lahko šel 10-krat, pa bi prišel do tega. Jaz mislim, da vsaka tehnika je dobra. Ta tehnika je dobra zaradi tega, ker je hitra, učinkovita in mi vemo, oziroma bom tako rekla, k meni pridejo ženske, ki so neučakane, želijo hitro. Takoj zdaj. Ja, točno to. Pa zahtevne so same do sebe. In potem, ko jim lahko pokažeš, to se ti zato dogaja, ona se zamisli, ustavi in takrat tudi išče takoj odgovore, kaj bi lahko naredila. Zato imamo dvodnevno, ker mi bomo prvi dan to videli. Seveda ne bodo delale vse, izbrale bomo 2, tiste, katere bojo najbolj pogumne in se bojo opogumile deliti na njihovo zgodbo, da jo bomo lahko mi vodile česa. Ampak potem bojo pa vse odpirale vzorce, ker bodo se vse našle v določenih vlogah. Skratka, cilj je ozavestiti naše vzorce. Ja, točno to. Sprejeti, izprejeti, ozavestiti in potem, če še karkoli da, tudi mogoče odstraniti ali pa saj vedeti, ko pride do tega vzorca, to je moj vzorec, sem razumela, to je od mojih prednic, bom to vzela, ampak bom delala na tem. Večina izmed nas je večino časa v umu. Želimo si, verjetno tudi ženske, ki pridejo k tebi, so večinoma v umu. Želimo pa si biti bolj v srcu, poslušati svojo intuicijo in še ena dvodnevna delavnica bo namenjena prav odpiranju srčne čakre s ceremonialnim obredom. Kaj bomo tam počeli? Najprej, kaj bo pomembno, da boste se opogumile, opolnomočile, da si lahko zaupate ena drugi. Največkrat, kar se dogaja, da nas je strah povedati, ne vem, ko imamo kakršenkoli izziv komu drugemu, ali pa naprimer, ko že tako vprašam, koliko imate prijateljica, pa reče, imam 2. Pa vprašam, poveste vse? No, skoraj. Bistvo vsega tega je, ko mi odpremo srce ima prostor, da lahko karkoli sprejme in potem tudi dela na tem. In ko boste vi odpirali srčno čakro, se boste povezovali, boste sodelovali, boste opogumljali eno drugo, predvsem jih boste opolnomočili in si dovolili biti samo to, kdor ste. Ranljive. Tudi ranljive, takšne, kot sto. Jaz tako računam, da vsaka ženska, ki pride k meni, je že zmagovalka. Ker takšna, ki ve, da lahko dela na sebi in da je čisto tukaj, kjer je, samo da želi biti boljša, taka bo z veseljem to naredila in bo potem želela to vsak mesec početi. Tako da mi bomo naredili vse module, tiste, ki so meni pomagali, tako kot mi danes rečejo. Mogoče sem včasih želela ustreči drugim, danes pa res želim ustreči samo sebi in živeti to, kdor sem. Ja. In ko si bomo zaupale, bomo tudi vedele, da smo spremembe vredne in kdo je moja ciljna stranka. To je pa 9. modul. Večkrat omeniš, da ni vsaka stranka za nas. Ampak a ne velja prepričanje, da se moramo za stranke boriti? Da stranke ne spuščamo? Ne, predvsem kar je pomembno, da se ne borimo. Ker ženske nismo zato, da se borimo, ampak ženske smo zato, da gradimo odnos. In mi bomo skozi akademijo spoznali, da naša vloga je grajenje odnosa, ne borba z nekom. Takoj, ko je borba, pomeni, da imamo zaprto srce in želimo nekomu povedati, da nima prav in da mi imamo prav. Moška energija. Tako, to je čist
tako da mi bomo poskušali na drugačen način. Kaj pa se tiče ciljne stranke? Ja. Vedno nas je strah, da če bomo eno stranki rekli, da ni naša stranka, da potem bomo izgubili in ne bo prišla druga. Ampak resnično ni vsaka stranka naša stranka, ker nam pridejo samo stranke, ki imajo enake vzorce, kot jih imamo mi. In če to spoznamo, potem tudi vemo, da je ta stranka pripravljena delati. To pomeni, če smo mi zahtevni, bom delila svojo zgodbo. Ja. Sama po sebi sem delovala samozavestno, zahtevna do sebe, rada imam odgovore, več v umu, če se spomnim. In ko pride stranka meni takšna, jo jaz znam prepoznati. In vem, da ta stranka bo največje korake naredila. Ko bo prišla stranka, ko je pa taka bolj, tukaj sem, pomagajte mi, vem, da ni zame, da sem prehuda za njo, da sem v tem primeru preveč ambiciozna. In prav tako je tudi v podjetju. Včasih mislimo, da vsaka stranka, ko stopi k nam, je naša stranka. No, ja. Pa ni res. Mogoče še ni pripravljena za nas, bo čez 3 leta, ali pa nima takšne vrednote, kot jih imamo mi, in je prav, da jo prepustimo nekomu drugemu. In da zaupamo, da bodo prišle prave stranke. Seveda, se pridejo. Mi se bomo tako naučili, da vemo, da pridejo. Ampak zakaj? Ker bomo delali na sebi. In bolj bomo gradili na tej vrednosti, bomo vedeli, da ni vsaka stranka naša stranka. Sami bomo pa tudi avatarko razdelali, zato da bomo točno vedeli, kakšne pa so naše stranke. Super, veliko zanimanja je tudi glede 4. modula, ki je namenjen spoznavanju boginje v sebi in moči sakralne čakre, torej tantra. Kaj opažaš, ko delaš ženskami, da premalo čutimo sebe in to energijo? Ja, zato ker večinoma delamo iz uma in si premalo dovolimo poslušati srce. In naša sakralna čakra ali spolna čakra je center naše življenjske energije. In ko si dovolimo spoznati sebe takšne, kot smo, tudi vse lažje poteka. Nismo utrujene na sestankih, lažje sklepamo posel, lažje se povezujemo, lažje dovolimo ljudem, če imajo svoje mnenje, da ga mi sprejmemo in da ne kontriramo temu. A to je spolna čakra? Ja, to je vse spolna čakra. In mi bomo pogledali, to pomeni, mi ne bomo zdaj samo o spolnosti govorili, mi bomo odprli našo spolno čakro, da bo naša življenjska energija se prebudila. In da vse karkoli bomo počeli, ne bomo počeli, da smo utrujene, ampak bomo delali z tega, ker bomo rekli, mi smo rojene za intuicijo. In bomo tako tudi potem toliko šle. Kdaj si ti spoznala to energijo in kako se ti je v bistvu spremenilo življenje, ko si začela uporabljati to? To je najbolj zanimivo, da po moje sem jaz to živela, ampak sem to poskušala prekriti, ker je bilo povedano, da uspešna poslovna ženska deluje z uma, to meni tista, ki ima dobre rezultate, ki kaže kazalnike, ki je usmerjena k temu, da bo rešila cel svet in tako naprej. Veš pa, ko se prenehaš boriti sam s seboj, ko rečeš, pa mi je to potrebno, a si to sploh želim. Najprej je potrebno, da se malo umakneš od takih ljudi, potem pa vidiš, da sem to živela. Jaz sem živela, je pa vsekakor dobro to ozavestiti, ponovno iti skozi kakšna izobraževanja. Tako da pri nam bo tako zanimivo, jaz že vidim polno smeha, po drugi strani pa te polne ženstvenosti, ki se bo prebudila noter v nas. No in 6. modul je namenjen ravno temu ženskemu načinu vodenja. Ali opažaš, da ženske, ki živijo to spolno energijo oziroma to tantro, vodijo na ženski način? Je to povezano? Ja, zelo lepo se vidi, kajti ženske, ki so voditeljice in imajo, rečemo temu, odprto to sakralno čakro ali pa rečemo to življenjsko energijo, one se zavedajo, da dobra komunikacija v podjetju, dobri odnosi, boljši rezultati, boljši fokus na dejansko to, kar počnemo ali pa sledimo svojemu poslanstvu, so ženske, ki res živijo to življenjsko energijo, to meni imajo odprto to spolno čakro. Ti jih takoj opaziš, ne? Ja, jaz jih res začutim oziroma jaz jih začutim, z energijo jih začutim in tudi vem tiste, katere so zaprte in koliko se matrajo, da poskušajo, priditi v to in koliko več ur delajo za to. In zdaj, kar bi jaz želela, samo da rečemo, spustimo to, pa dajmo začutiti to našo energijo, ker bo res življenje lažje, ne samo nam, najprej bo lažje naši družini. Iz naše družine se bo to preselilo v podjetje
in se bo to poznalo pri naših sodelavcih. To bi bilo dobro vprašati naše sodelavce, ne? Kako me čutijo sedaj, ker sem zdaj v tej energiji, ali pa prej, ker sem bila v umski, tisti energiji, ki je bila potrebna, ker so rekli, da si lahko uspešen podjetnik ali pa podjetnica. Ne? Ženske bodimo v sakralni, odprte v tej naši življenjski energiji, ker bomo s tem tudi bolj znali čutiti svojo intuicijo in tudi odreagirati napram intuicije, ne samo uma. Všeč mi je bilo, ko si rekla, da v bistvu lahko ženska na ženstven način vedno prepriča moškega. Torej tudi v poslu, ne? Tako, ne gre v borbo. Takoj, ko gremo mi v borbo k moškemu, na moški način, kaj se zgodi? Moški pa moški, ko prijeta do tega, da bi se karkoli rada sprla, ne? Ona dva se spreta, ampak ona dva bosta to čez 2 dni znala rešiti. Mogoče na pivu, mogoče si boste znala kaj povedati, ko pa ženska nastopi s to močjo, to moško močjo proti moškemu, pa moški nikoli ne pozabi. In to druga zadeva, ona sama sebi zapira vrata. Torej na akademiji se bomo naučili to, kako delati z žensko energijo. Točno to. Najprej se bomo naučili, da nismo borke, da se z nobenim ne borimo in bomo samo delovali iz srca. In predvsem, kje bomo delovali iz srca, ko bomo prišli na kak sestanek, tudi z moškimi. Super, vsa srečanja na akademiji bodo potekala v živo, 5 bo enodnevnih, 3 pa bodo dvodnevna srečanja. Zelo pomembno pa je, da poveva, da na poti spoznavanja sebe ženske ne bodo same. Tako, točno to. To v bistvu se bo gradila skupnost in tudi zaprta skupina bo, kjer bo v bistvu vedno podpora. Najbolj pomembno je to, zakaj sem želela manjšo skupino. Manjšo skupino zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo pomemben oseben stik. Tam nekje do 27 ljudi še nekako mi gre, oziroma do 30 pravi, ampak ne vem, zakaj mi je tako. Številka 27 je bila tista številka, 9, ja, dobesedno 9, ampak ki sem jo čutila, da je prava skupina, da se boste znali povezovati. Vi boste že na prvem srečanju se povezali. Dejansko je to srečanje, cela akademija sestavljena iz tega, da se počutite varne, da si zaupate, da se opolnomočite, da se povežete ena drugo, da sodelujete. To pomeni, vi boste na nek način, ker boš pač tudi ti del tega programa, boste postale glavne ambasadorke za naprej. Vse to ne bo ostalo na eni akademiji. Si želim, da se to povečuje skupno. Želim tudi iskreno, da imajo skupno žensk na gospodarski zbornici. Eno skupno žensk, potem imamo na Slovenian Business Clubu drugo skupno žensk, potem imamo na Združenju Menedžer novo skupno žensk. Skratka, to bo revolucija. Tako, to je skupnost, kjer bomo znali ena drugi pomagati. Poslovna ženska ima zelo močne kompetence na strategijah, na procesih, medtem ko ženska iz storitvene dejavnosti ima tu tako močno to lahkotnost, ki lahko, tako sta si komplementarni glih v tem, ker uspešna poslovna ženska potrebuje lahkotnosti, da lahko živi to svojo ženstvenost. In tukaj v bistvu bo taka pozitivna skupnost, skala se bojo nova prijateljstva. In tudi 6 mesecev bodo imele na voljo, bodo prejemale to podporo in odgovore na vsa vprašanja, da bojo združene. Ne? Tako, ampak to bo, podpora bo prihajala ena do vas. In potem, kaj je pomembno, mi bomo pri vsaki ženski, jo bomo opremili, da bo postala blagovna znamka. Zato program, en delček akademije bo tudi zajemal inštitut, ker bomo v inštitutu imeli prav strokovnjakinje na področju, PR-ja, nastopa, potem procesa, strategije, poslanstva. Prav ta prave ljudi, da lahko je ta dama opolnomočena in se zaveda, da je blagovna znamka. In tudi v akademiji so že omenili, da postavitev družine bo delala zunanja izvajalka, pa tudi še za tantro bo delala zunanja svetovalka, pa še eno imamo. Za bonton, poslovni bonton. Bravo, kaj pa je tudi pomembno. Viš mi je kar ušlo, skoraj mi je ušlo. Tukaj je veliko tega, ja. Ja, ni zaradi tega, ker da si rečemo, da smo pa res spremembe vredne, je pa pomembno tudi to, kako se obnašamo pri večerji, kam se usedemo, kako jemo, tudi to je pomembno. In to bomo mi naredili, da smo res prave dame. S tem bomo končali na nek način, ker se bomo rekli, da smo spremembe vredne, ampak to isto imamo dvodnevno delavnico, kjer bomo spoznavali in potem tudi
implementirale to v življenje. No? Skratka, celostni program na akademiji, pa bodo udeleženke dobile tudi posebna darila. Naj povem, da to obleko, ki imam zdaj na sebi, je delo slovenske kreatorke in jo bo prejela čisto vsaka udeleženka. To zaradi tega, ker sem si vedno tako predstavljala, da so vse ženske res lahko boginje in res je Ana naredila tako boginjske obleke iz naravnih materialov. Mislim, jaz srčno upam, da ti je všeč, ker jo nosiš, da se dobro počutiš. Seveda, da se malce mečka, zato ker je iz naravnega materiala. Seveda, viskozam. Se glih to. In je pa pomembno, da ne glede na to, kakšno postavo imate, naredila je obleko za vsako v tem stilu, da se lahko počuti res ženstveno. Pa tudi hidrolat. Seveda, to pa zaradi tega, gre se zaradi tega, da mi bomo dosti delali na srčku. Naučili smo se že malo morje vseh stvari. Res smo se naučili. Lahko odvržemo. Ja, malo damo, preveč imamo tega. In bomo se, hidrolat je pa tako, da znamo zaščititi tudi svojo auro. In to bo vsaka dobila zaradi tega, tako kot mi, ko smo prednji začeli. Pred oddajo, ni oddaji, da Tanja ne bi vse poškropila. Snemalca naj vse v prostor. Za energijo, ne? Podporo, predvsem podporo in da se zavedamo, da je to dobro, da to, kar delamo, govorimo iz srca, da to res verjamemo v to. In ko bodo se naše drage dame, tudi naše boginje, imele te svoje hidrolate in pošpricale svojo auro, bodo same zaščitene in tudi potem svojo auro lahko spreminjajo, jo obogatijo, tako da vsaka dobiš tudi to. Pa kristal za zaščito in tudi blok, ker je zelo pomembno, da vse te uvide, spoznanja, vse, kar bomo se naučili, da bomo zapisali, ker to pa potrebuje uma. Absolutno. Kristal zato, da smo v svoji auri, tudi svoji auri, in ga bomo vedno se naučili nositi, ne samo na teh delavnicah, tudi zakaj je dobro, da ga ne samo kadarkoli gremo na sestanek. Jaz ga imam vedno s seboj, ali pri meni je kar noter v modrčku tlele, ženske imamo lažji način. Tako da, dejansko bomo se tudi naučili, kako si same naredimo tempelj. Kaj je tisto, kar nas opogumlja, ko imamo tremo, ali pa tudi, ko imamo tremo, kako si lahko pomagamo s tem, da smo lahko srečne. Bistvo vsega tega, akademija bo zajemala veliko plesa, veliko petja, veliko, zabave, lahkotnosti, vse to, kar našega, točno to, vse to, kar potrebujemo, veliko na nek način dotikanja v tem stilu, da bomo spoznavali žensko. Sploh po tantri. Ampak veliko tega, da se zavedamo, da tudi z objemi, z dotiki delimo naše občutke. Spomnim se ene moje poslovne prijateljice, sestre, zaveznice, kako je lepo rekla, da nikoli ni razumela, zakaj se ljudje objemajo. Potem je pa z mano naredila, je šla na obred, pa je naredila coachinge, pa delavnice, pa to. Je rekla, danes čutim, ko nekoga objamem, ali se objame srčno, ali se objame kar tako, ker pač dajmo se objeti. In danes to vzame, gleda čisto drugače, oziroma cel način življenja je spremenila s tem, kako naj pride na sestanek, s kom sedi na sestanku. Rekla, danes se zavedam, da je energija zelo, zelo pomembna. In če mojo energijo trošim, vem, da je čim prej bolje, da izstopim iz prostora, kot pa da jo tam potrošim. In glede na to, da smo zadnji 2 leti bili zelo izolirani, bojo taka druženja še posebej za dušo. Zato je pa dobro, da imamo uživo. Tako. In ta skupnost je res resnično, jaz sem si tako malo postavila nek cilj, veš, to pa je malo umsko, kar je tudi prav, da bo nekje v 3 letih bo ta naša skupnost zajemala 2500 žensk, kar pomeni, da bomo postale mentorice, tudi željo bi, če lahko dodam, kar se mi zdi pomembno. Na akademiji Spremembe vredna si vidim to akademijo na tak način, da bo to postalo tudi na nek način donacija potem za naprej. Ko bo ena ženska naredila veliko spremembo, bo donirala za drugo, da bo drugo povabila s tem in potem bo tudi postala njena mentorica. Želim, da se začuti ta energija, pomoč ena drugi, zdaj ena lahko, druga ne, ampak to je nekaj, kar se bo zavedala, ko bo ona svoje srce odprla, da bo tudi želela, da druga dama odpre svoje srce in da srčno to svojo pot nadaljuje na takšen način. In na tak način se bo v bistvu gradila ta skupnost. Tako, točno to. In na tak način bomo privabljali strokovnjakinje. Zdaj, tako, ko me vpraša, zakaj ni za moške, danes me novinar vprašal, ampak Tanja, kaj pa moški?
se strinjam, tudi za moške bo poskrbljeno, ampak jaz sem ženska in jaz lahko to svojo žensko izkušnjo delim naprej, to, kar živim. Na moškega pa imamo zbranega, če bo dovolil, če bo želel, bomo pa prav tako tudi za moške naredili. Ampak se veš, kako pravijo, happy wife, happy life. Točno to, točno to. Tanja, hvala lepa. Vse dodatne informacije torej lahko preberete na spletni strani Tanje Skaza v zavihku Akademija spremembe vredna, je tudi spisano spodaj. Tanja, še enkrat hvala lepa za vse in hvala vam za pozornost. Hvala tudi tebi in hvala, ker boš prvi del Akademije spremembe vredna. Ja, zelo sem hvaležna. Hvala.